predstavljamo vam prvo slovensko lestvico videospotov. Video Boom! Zanimivosti, reportaže, ekskluzivne novičke iz slovenske glasbene scene, nagradno žrebanje in najboljši videospoti. Vsak teden na vašem ekranu. Torej, dragi gledalci, naj vas bogovi uslišijo in vidimo se skupaj v oddaji Video Boom 40, soboto. Video Boom 40. Lep pozdrav vsem vam, ki boste to urico prebili ob zvokih in gledanju slovenskih glasbenih videospotov. Gost v današnji oddaji je Aleksander Jež. Sedaj pa seveda sledi tradicionalni skokec na vašo in našo lestvico. Z neba krohotala, dve vrani sva nad celimi oblaki. Moje misli so pri tebi le, vsak dan te ljubim. Še 4 leta jo bom čakal, jaja. Še 4 leta. Daj srečan te, le kdo to ve, ko vedel bom, da končno pravi. Video Boom! Antenine iskrice. Bil je raj, žarek sonca temnih dni, v sanje svet se spremeni, ko jutro v tebi me zbudi. Naj te sanje vedno sanjava, naj se nihče ne prebudi. Zadnji sanjski vlak odpeljal je in z njim odšla si tudi ti. Globoko v meni si ti, po licu solza polzi, ko bolečina zbledi, izveš tudi ti. Globoko v meni si ti. Hladno mi je, tebe ni, solza ulice spremeni, utrujen sem od vseh poti. Sneg mi skriva vse sledi in ko vigrec opet zacveti, pomlad je tu, a tebe ni. Vedno vračam se na stari mlin, tam ne čakaš me ti. Globoko v meni si ti, po licu solza polzi, ko bolečina zbledi, izveš tudi ti. Globoko v meni si ti.
Seks, film, moda, šport, vroče ljubezni, Glasba, vroča šepetanja. Trič, trač. Anteja je živa scena! Nasmeh, ki ga ne skrivaš, prihaja iz srca. Saj se vračaš na Koroško. Mačka iz grma na ptiča preži. Jagode in čokolada, naj spomine ti pričara, kadar bo z drugim. Vidi naj, kako puliš si lase, ker dobil bo zdaj udarek na Naš gost, tako kot je bilo najavljeno, Aleksander Jež. Lepo zdrav prvič v naši oddaji. Ja, no, bil sem že v vaši oddaji pred nekaj leti, res pa je, da že dolgo nisem prisostoval v tem vašem šovu in sem zelo vesel tega povabila v Videoboom 40. Verjetno je krivda v tem, da si mogoče premalo posnel kakšen videospot, ne? Ja, res je. Moj zadnji videospot je bil nekje posnet leta 1993, Bele vrtnice kraljev so zate, potem pa na tem področju nisem več deloval, ker nekako v naši glasbi, takšna glasba, ki jo gojim jaz, nekako ni najbolj tradicija, da bi se delali videospoti, pač imamo drugačne poti in tudi usmeritve so druge, tako da mislim pa, da je trenutno čas spet, da se kaj takega napravi in to bom tudi seveda v kratkem napravil. Se pravi, da pričakujemo videospot, za katero skladbo? No, to je skladba iz novega albuma, namreč pred nekaj meseci je šel novi album z naslovom Vse so me ljubice zapustile. Spot iz tega albuma, oziroma skladba iz tega albuma pa bo Leti si vse, kar imam, za katero bomo pač napravili spot. Ne? Torej, pa počakajmo še na nov spot Aleksandra Ježa, mi pa poglejmo, kakšna je bila noviteta iz prejšnjega tedna. Rad se vračam na Koroško in Pidži. Lepo je živeti na Koroški. Nije ceste, ki te pelje, lepše kot je ta, ki te vodi na Koroško, od koder si doma. To nebo, ki je krog tebe, se povsod dotika trav. Sije luna na dolino, riše sence prek planjav. Ko zaviješ na Koroško, glasba vse povsod. Po hribih so kmetije, ljudje odprtih rok. Rad se spomniš na otroštvo, na vesel, brezskrben čas. Tu zavije z glavne ceste, da obiščeš rojstno vas. Nasmeh, ki ga ne skrivaš, prihaja iz srca. Saj se vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Nasmeh, ki ga ne skrivaš, prihaja iz srca. Saj se vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Nije ceste, ki te pelje, lepše kot je ta, ki te vodi na Koroško, od koder si doma. To nebo, ki je krog tebe, se povsod dotika trav. Sije luna na dolino, riše sence prek planjav. Nasmeh, ki ga ne skrivaš, prihaja iz srca. Saj se vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Nasmeh, ki ga ne skrivaš, prihaja iz srca. Saj se vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Saj se vračaš na Koroško.
skrivaš, prihaja iz srca. Saj se vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Nasmeh, ki ga ne skrivaš, prihaja iz srca. Saj se vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Nasmeh, ki ga ne skrivaš, prihaja iz srca. Saj se vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Nasmeh, ki ga ne skrivaš, prihaja iz srca. Saj se vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Prej smo prekinili, no. Zdaj pa spet naprej govorim. Pri nam imamo same dobre Korošice. Briga me, če sploh me ne opaziš. Briga me, Se smeša tvoj histerični smeh. Yeah! Moja je seksi, a tvoja je cool. Na obalo počem se, izključim sive celice, topel pesek dam nogi. In ko jo vidim v naravi, radio imam, ljubim jo, vina, ona čudi to. Radio imam. Kajev spot tedna. Skrivnostno pred mano obistvo lebdi, jasne slike zameni, te narisal je slikar in bil ti božanski čas. Bo čas prikazal tvoj obraz in mi odkril tvoj jaz. Si krošnja brez srca, si tihi harmonija, ali rosa jutranja, ki se zbudi. Si kri brez basmeti, si rima, ki je ni, obris prihodnosti. Tebi je nežnost moč, poezija mavrični obroč. Plamen, ki greje me, svetla vila, ki utrne se. Počas prikazal tvoj obraz in mi odkril tvoj jaz. Si mora nočni ptič, demon umetnost hič, a angel moj vodič, ki me zbudi. Si kri brez pasmet,
vila, ki učem se. Počas prikazam tvoj obraz in mi odkril tvoj jaz. Si krošnja brez srca, si ti vihar morja, a rosa jutranja, ki se zbudi. Si kri brez pasme ti, si rima, ki je ni, opis prihodnosti. Kdo, kje, kdaj, kam, komu, koga, kam, kdo, komu, kje, koga, kdaj, zdaj. Izšel je novi kaj. Izšel je novi kaj. Počas prikazal tvoj obraz in mi odkril tvoj jaz. Zato pa raste tulipan, črn divji tulipan. Zato pa raste tulipan. Res prav vse, kar si si zaželil, a para ti ne bi smel. Sliko razpejal, ker ljubim te. Sem našel Pozor, pozor, aha, pripravi se, svet je moj in jasna. Vse so me ljubice zapustile, to je namreč naslov zadnjega projekta, zadnje kasete Aleksandra Ježa. Ali je mogoče kaj zanimivega vezano na sam produkt, na snemanje? No, veš kaj, kadar delam z Dušanom Zvoretom v studiu Nepolov, je vedno zanimivo, ne? Ker namreč, ko pridem v studio, ne, mi vsi glasbeniki vočijo srečen Božič in novo leto, že za drugo leto naprej, ker vejo, da bom še kar v studiu, ker vedno tako dolgo traja. To je že v bistvu standardna stvar, ni več zanimivost. Pri samem projektu, ki pa je šel pred 3 meseci, Vse so me ljubice zapustile, to je skladba, za katero lahko rečem, da je že kar nekako ponarodela med ljudmi, jo že prepevajo tam, kjer je veselo, kar sem jaz tudi hotel, to je bil tudi moj cilj. Vedno me sprašujejo, če zares so ta besedila resnična. Jaz pa vedno povem, da če bi bila vsa ta besedila resnična, ne, potem verjetno ne bi bil več med živimi, da toliko problemov noben človek ne bi mogel preživeti, kot jih imam jaz v svojih besedilih. Največja zanimivost pa je, da je to besedilo pa resnično, Vse so me ljubice zapustile. To pa je resnična stvar. In kaj si s tem hotel povedati? Jaz sem hotel povedati, da bom zdaj pač lahko dobil nove ljubice. Torej, zdaj pa dobro razmislite in preden bo Ježek svoje ljubice dal kam na stran, si poglejmo spot, ki je na 23. mestu, Tatjana Dreml. Dala sem se, res prav
Reklame. Let's go! Hoteli Palas. Doživetje v vseh letnih časih. Nudimo vam ugodne 5- in 7-dnevne pakete, ki vključujejo bivanje v enem od hotelov Palas, neomejeno kopanje v novem bazenskem kompleksu, uporabo sončne terase z zunanjim bazenčkom, vstop na plažo in bogat rekreacijski ter zabavni program. Informacije in rezervacije 066 747 380 in 747 003. Megahit in Hyundai, vaša partnerja v svetu računalnikov. Tudi za dobrim čevljem se kadi. Reklame. Zame nov dan zbudiš s pogledom prvim nežnim svet mi. Vara, da zame si prestara, ja, oj ja, ali občutek mene vara, da zame si zbudi. Boom Report. Gost v današnjem Boom Reportu je Stanko Tkavc, ki je kot solist nastopal že v mnogih glasbenih skupinah, sedaj pa se je odločil za samostojno glasbeno pot. Kaj je bil razlog temu? Ja, po mnogih letih se mi je porodila želja, da tudi jaz nekaj svojega posnamem.
Pred enim letom sem posnel eno poskusno kaseto, bolj za svoje veselje. Tokrat pa pripravljam nekaj pravega z priznanimi slovenskimi glasbeniki in producenti. Bila 3, sam sedim ob mizi in pismo pišem ti. Veš, da čakam te, zakaj te ni? Zvrst glasbe, ki jo igram, je komercijala. Igram pa jo predvsem zaradi tega in delam to glasbo zaradi tega, ker mi ta zvrst tudi nekje vokalno najbolj leži. Usoda najina, zdaj, ko je najljepše, se vse konča. Ja, moji vzorniki so vsekakor Elvis Presley, kar se tiče slovenske estrade, Oto Pestner, od mlajših pa Vili Resnik, pa tudi Irena Vrčkovnik mi je zelo všeč. Oprosti mi, da upam še. Tako kot vsi drugi glasbeniki, imaš po vsej verjetnosti tudi ti načrte za v prihodnost. Kakšni so ti načrti? Moji načrti so predvsem, da naredim prvo dobro CD ploščo, potem si pa želim, da bi me dobro sprejeli tako starejši kot tudi mlajši poslušalci. Razen tega pripravljam tudi snemanje videospota, ki bo verjetno tudi naslovna skladbica tega CD-ja. Snemanje bo pa verjetno potekalo v mojih domačih krajih. Hvala za povabilo v vašo oddajo in lep pozdrav gledalcem Videobuma. Boom Report. Kri v glavi mi zavre, ona je vroča, ona je vroča. Kozar iz nekje vmes, angel iz nekje vmes, angel iz nekje vmes. Koraki naši vse bolj so previdni, nismo prvi v zlati, smo sredini, plazimo se, da se izognemo višini. Se zdi, kot da me ni, kar je res, je res. Mene luna nosi, naj še tebe nosi. Nagradno žrebanje. Sedaj se pa pripravite vsi, ki redno pošiljate kupone, seveda, ki jih najdete v reviji Antena in tedniku Kaj, kajti v klubu Ozare bomo zdaj izžrebali tiste, ki bo imeli ta teden srečo. Pa bi kar Aleksandra prosil, da je žreba prvega, ki prejme za nagrado tvojo kaseta, veš. Vse so mi ljubice zapustile po resničnem dogodku, ne? Po resničnem dogodku. Zelo zahtevno delo si mi dal, Nani, ampak bom jaz tole malo zamežen, takle pogledal, kaj bi lahko našel. Naprimer, izberiva tole. No pa poglejva. Poglejva, kdo ti je pisal. Darinka Čučnik, trg 2 iz Brestanice. Torej, Darinka, veliko veselja o poslušanju Aleksandra Ježa. Greva na drugo nagrado, ki jo podarja naš tradicionalni pokrovitelj Packard, trgovina. Zelo ena takšna priročna omarica za CD plošče. Kdo bo pa prejel tole? Odgovor je pravilen. In kdo je dobil tole nagrado? To pa je Robi Motoh, Cankarjeva 3 iz Žalca, to pa so moji kraji. No pa izžrebajmo še tretjo nagrado, to je seveda kakšen odličen film videoteke Metul. Poglejva še to, kdo bo to prejel. Naprimer, tale dopisnica, da vidimo, kdo ti je pisal. Tjaša Praštalo iz Jakopičeve 21 iz Kamnika. Torej, Tjaša, tudi tebe iskrene čestitke, da ne pomešava, kdo dobi kakšno nagrado. Mi si pa seveda sedaj poglejmo en lep posnetek z Aleksandrom. In kateri posnetek si izbral? Ja, skladbica, ki sem jo že prej napovedal, Leti si vse, kar imam. Nagradno žrebanje.
Ko iskal sem svoje sonce, si prišla po poti tej. Moji duši zasijalo je drugače kakor prej. A so rekli ne verjemi, ta ljubezen zate ni. Ti pa si verjela vame in ostala z mano si. Ti pa si verjela vame in ostala z mano si. Le ti si vse, kar imam, vse zaklade skril sem bate. Le ti si vse, kar imam, vedno živel bom le zate. Le ti si vse, kar imam, vse zaklade skril sem bate. Le ti si vse, kar imam, vedno živel bom le zate. Da skrivaj sva se ljubila, je spomin, ki že bledi. In življenje obrnilo novo stran je v nove dni. Ti lahko bi izgubila, a ostala si z menoj. Ti edina si verjela, da ostal bom vedno tvoj. Ti edina si verjela, da ostal bom vedno tvoj. Le ti si vse, kar imam, vse zaklade skril sem bate. Le ti si vse, kar imam, vedno živel bom le zate. Le ti si vse, kar imam, vse zaklade skril sem bate. Le ti si vse, kar imam, vedno živel bom le zate. Le ti si vse, kar imam, vse zaklade skril sem bate. Le ti si vse, kar imam, vedno živel bom le zate. Le ti si vse, kar imam, vedno živel bom le zate. Banana blues bo dober za oba. Nisem ptica v smeti, grabi me na 1, 2, 3. Popolni. Poglejmo si v oči, pod kožo smo krvavi vsi. Zadnjič v slovo, naj mi bo hudo. No, čisto nora. No, čisto nora. Vračamo se k našemu gostu in verjetno zanimivo vprašanje za naše gledalce. Kdo skrbi za tvoj imidž, kdo ti piše pesmi, kdo ti dela aranžmane in vse ostalo, kar spada v ta svet glasbe? Glede na imidž skrbim sam, to se vidi, ker ima zelo slab imidž. Kar se tiče glasbe, skrbim tudi sam. Tako da v bistvu sem popolnoma sam v tem poslu. To pa zaradi tega, ker še do danes nisem srečal nekoga, kateremu bi lahko popolnoma zaupal pri vseh teh stvarih in bi lahko rekel, zdaj pa ti počni te stvari namesto mene. Ko bom srečal takega človeka, rade vole, se bom odločil za nekoga. Misliš, da pri nas manjkajo glasbeni menedžerji? No, vedno se govori o tem, da manjkajo ali ne manjkajo, vedno so ta vprašanja, jaz ne vem, ali manjkajo ali ne. Imam zelo malo stikov s takšnimi ljudmi, ki se s tem bavijo. Mislim pa, da so, ker moram povedati tudi to, da če sem odkrit, pri mojem imenu, da je prišlo pač do realizacije imena, ki ga danes upam vsaj poznajo v Sloveniji, je dosta pripomogel menadžer Zdravko Toplak iz Cerknice. Njemu se vam dosti zahvaliti za začetek svoje karijere, tako da lahko rečem, da brez njega vprašanje, če bi dosegel vse to, kar sem. Vendar nadaljna pot je bila potem seveda moja in človek se uči in razvija in tako naprej, tako da priješ do teh faz sam. Skratka, če za vse skrbi sam, kako pa potem
vse te stvari glede prodaje kasete in promocije kasete? Ja, poglej, tudi v to smer sem šel, imam tudi svojo založbo z naslovom Ježek, založba Ježek, tako da te stvari urejam sam, glede distribucije pač preko Mandarine, drugače pa ostale stvari pa sam, tako da tudi preko tega delujem sam. Kar se tiče koncertov, žal tudi sam, ne, moram reči žal, ker mi to ogromno energije in časa vzame. Celo oddajo sem svoje čase vodil, tako kot ti, televizijsko. Je pa tako, ne, pišem tudi reklame, radijske, televizijske. Namreč zdaj, da ne bi to zvenelo pretirano, ne, moram povedati, da če želiš živeti od glasbe pri nas, jaz sem pač popoln profesionalec, živim od tega in delam in živim tudi samo za to. Če želiš od tega živeti, je premalo biti v Sloveniji samo pevec, pa tudi če imaš ime. Slej ko prej padeš nazaj na najnižji nivo, naprimer nekje, da spet nastopaš po kakšnih gostinah in tako naprej, kar ni ponižujoče. Vso to fazo moraš dati skozi življenje, to je pravilna stvar. Pravilne stopnice so to do vrha, ne. Največja napaka je, da preskočiš te stopnice. No in hočem povedati, da če se baviš vsem tem in če ti, naprimer, 1/3, 2/3 ne gre, ti še vedno ostane 1/3, še vedno lahko poješ v gostilni, ne. Tako da mislim, da je to pomembno. Skratka, za tebe velja rek, pomagaj si sam, ali pa Ježek, pomagaj Ježku. Tudi to je možno. Tudi to je možno, tako kot je možno in je tudi prav na 7. mestu naše in vaše lestvice ta teden Vili Resnik in Ko vrbe jokajo. Tam daljavi tiho mesto spi, prazni sobi pa še vedno luč gori, ko da čaka, da spet vrnem se, ko da prosi luno, naj objamem te. Tam v reki vrbe jokajo, svoji dlani tihe solze skrivajo, ko da prosijo, da najdem te, ko da upajo, da se dotaknem te. Zadnjič v slovo, naj mi bo hudo, naj zadnjič joče mi srce, zadnjič v slovo, mislim zdaj na njo, naj jo čuva nekdo, ki ljubijo. Tam ob reki vrbe jokajo, svoji dlani tihe solze skrivajo, ko da prosijo, naj najdem te, ko da upajo, da se dotaknem te. Zadnjič v slovo, naj mi bo hudo, naj zadnjič joče mi srce, zadnjič v slovo, mislim zdaj na njo, naj jo čuva nekdo, ki ljubijo. Zadnjič v slovo, zadnjič v slovo, zadnjič v slovo, mislim zdaj na njo, naj jo čuva nekdo, ki ljubijo, naj jo čuva nekdo, ki ljubijo. Red
Predlog tedna. No in tudi danes smo za vas pripravili 3 predloge tedna. Eden izmed teh je Istok in reši me, drugi je Bonton, sol na usticah in pa Ne čakaj na maj in Generacija. Pa si poglejmo vse 3 predloge.
sprašujem te, če imaš me še rad. V zimo se umikaš, jaz pa čutim v sebi pomlad. Ne bom čakala na maj, zdaj si že zdaj. Ljubezni želim, v meni gori, sonce ne zameni. Lažnih dni ne bom čakala na maj, ker zdaj je čas, da se prebudim in spet zaživim. Ne bom čakala na maj. Daj, dekle, daj na pamet v glavo, pozabi na ljubezen, ne bodi zaletavo, počakaj nekaj let, je treba potrpeti, le kaj ti je sedaj, počakaj na maj. Ko vabim te odlašat, zate so pomembne še druge stvari. Ko prideš pa prinašaš le utrujenost in svoje skrbi. A jaz sem še premlada, da bi hrepenenje odrivala vstran. Predlog tedna. Pogrešam te. Pogrešam te. Vsak moški moj. Latino, 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 njegova postelja je drug planet. Veliko tega smo danes že povedali. Kaj pa za bodoče pripravlja Aleksander Jež? Ja, za bodoče pripravljam letos veliko slovensko turnejo ob moji 20-letnici. Moram povedati, da sem že 20 let na sceni in kar nekako veliko dela me čaka in veliko stvari takšnih, ki so nepredvidljive, to se zavedam, ampak to turnejo bom speljal, nekje 10 koncertov v letošnjem letu. Eden največjih koncertov bo 3. aprila, v petek 3. aprila v Mariboru, v Hali Tabor. Naslov tega koncerta je 20 let Aleksandra Ježa z 20 prijatelji. Ne? In veš, da se vedno rad šalim, ne? Dve anekdote so padle, ker sem to Brandyju povedal. Ne? Veš, 20 let z 20 prijatelji, pa pravi, kje pa našel toliko prijateljev? Ne? Nekaj sem jih jaz potem naštel 24, ne? Pa pravi nekdo, ja čakaj, se pa jih ni 20, se jih je 24, ja, ker niso vsi prijatelji. Veš? Tako da je kar nekaj anekdot okrog tega, ampak to bo koncert, ki ga bomo posneli tudi za televizijo in vaši in naši gledalci bodo ta koncert lahko si tudi ogledali. V tem delu polletja, nekje do junija, bodo še koncerti v Domžalah, Ljutomerju in Slovenj Gradcu. V jeseni pa potem nadaljujem naprej Krško, Trbovlje, Celje in tako naprej. Tako da bo nekako 10 koncertov velikih. No, upam, da ti bo koncertna turneja uspešno uspela. Veliko gledalcev dobro prodajo pri tej novi zadnji kaseti. In še enkrat hvala za obisk v našem studiu v klubu Ozare. Ja, hvala tudi vam in lepo se imejte še naprej v vaši oddaji. Torej, za vas pa še vedno velja staro pravilo, kdo je na prvem mestu. Verjetno čakate in ste nestrpni, ampak da ne bo predolgo. Na prvem mestu ta teden Brandy, rad jo imam in čao do prihodnjega tedna.
sonce na smeh tvoj zasije. Kot vino tvoj glas me opije. Takrat me ponese in ti priznam, neskončno te radi imam. Včasih pod strah se tiho prikradeš v moje kraljestvo, v moj skriti svet. Včasih nemir v meni unameš, v svoje daljave obrneš mi smer. Kot sonce na smeh tvoj zasije.